Torej, današnja dilema nas sprašuje, ali bi vzeli bencinsko gnanega GLC Coupéja ali pa dizelsko gnanega GLC-ja. Seveda, klasična dilema, sprašujemo pa se, ali je danes v letu 2025 ta dilema sploh še aktualna. Seveda se je v letošnjem letu smiselno vprašati, ali bi si želeli klasično gnan avto ali pa električen avto. No, ampak če želiš, tudi ta dva avtomobila imata vsaj delno električno pomoč, oba sta namreč blaga hibrida. No, ampak če pogledamo pa realno stanje na cestah, je ta današnja klasična dilema še kako aktualna. Je pa res, da včasih, recimo vsaj 10 let nazaj, smo se večinoma pri taki dilemi spraševali, kdaj bomo tisto razliko v nakupni ceni prinesli notri skozi stroške goriva. No, danes pa lahko poudarimo, da sta ta dva avtomobila praktično pri nakupni ceni izenačena, tudi ponujata oba dva enako konjenico, oba imata tudi 4-kolesni pogon. Izluščili smo 5, po našem mnenju, glavnih parametrov, zdaj pa kar primerjajmo ta dva avtomobila. Začnimo s prvim vidikom, ki nas seveda zelo zanima. Kakšna je razlika v porabljenem gorivu? No, v primeru bencinskega GLC Coupé smo pri mešanem ciklu porabili približno 7,5 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. No in če ga primerjamo z dizelsko različico, tukaj bo poraba na 100 kilometrov nižja za približno liter do liter in pol. Seveda bo razlika nekoliko narasla, če boste turbobencinski motor v tem avtomobilu nekoliko bolj priganjali, razlika pa bo nekoliko večja tudi v primeru višjih avtocestnih hitrosti, kjer je za porabo goriva dizel še vedno nekoliko bolj ugoden. S sodobnimi pogoni se ta razlika v porabi sicer med dizelskimi in bencinskimi motorji precej manjša. No, enako pa velja tudi za razliko v navoru, tistem navoru pri nižjih vrtljajih. No, še vedno pa ima na tem področju dizel nekaj prednosti, predvsem bo bolj ugoden za, na primer, vleko prikolice, za vožnjo v strme klance ali pa delno tudi za terensko vožnjo. No in pri tem našem drugem vidiku bo bencinski pogon boljši predvsem zaradi svoje linearnosti, zaradi boljšega občutka oziroma bolj predvidljivega občutka pri pospeševanju. Ampak to pospeševanje nas pripelje že do tretjega vidika. Na našem testu smo ugotovili, da se da s tem benzinskim motorjem še za odtenek bolj uživati v zavojih. Tukaj pa mislim predvsem na tiste asfaltne zavoje, na takšnih slikovitih cestah, kot je na primer ta na Rakitno. In ta turbobencinski motor zaradi svojega karakterja deluje precej bolj igrivo, še posebej pa nas je seveda prepričala njegova zvočna kulisa. Zvok pa nas pripelje do četrtega vidika, do akustične uglajenosti. No in ta je seveda še posebej pomembna pri takšnih vozilih prestižnega oziroma višjega cenovnega razreda. Dizelski motor je seveda nekoliko glasnejši oziroma opaznejši, še posebej to velja pri hladnem zagonu oziroma pri nizkem območju vrtljajev. Je pa res, da ta zvok motorja deluje nekoliko bolj robustno, obenem pa velja poudariti tudi, da ta dizelski karakter pri sodobnih turbodizelskih motorjih vse bolj izginja. To se še posebej pokaže na avtocesti, kjer pri višjih hitrostih ropota dizelskega motorja praktično ne slišimo več. No, ampak če že moramo potegniti primerjavo, seveda bo bencinski motor tišji in bolj meren praktično v vseh režimih delovanja in na ta način še nekoliko bolj prestižen, če že govorimo o tem. Pa se lotimo še zadnjega, petega vidika. Turbodizelski motor načeloma velja za bolj vzdržljivega od turbobencinskega motorja. No, kljub temu pa moramo vedeti, da je zelo občutljiv predvsem na kratke mestne razdalje. Dejstvo je, za optimalno delovanje je treba dizelski pogon veliko voziti. Voziti se je treba na dolge razdalje po avtocesti, tako da pogon segrejemo na optimalno temperaturo, ta pa se nam potem oddolži z zanesljivim delovanjem, v nasprotnem primeru pa seveda lahko pride do raznih zamašitev in okvar. Kateri je torej zmagovalec, bencin ali dizel? Gre za remi. Izbiro naj namreč določajo vaše osebne potrebe. Bencin bo najboljši pri mestnih vožnjah, dizel pri res dolgih avtocestnih vožnjah. Za dinamične ovinke tukaj na Rakitno vam seveda priporočam bencinsko različico, za vleko prikolice pa bo boljša tale dizelska. Tako nekako velja za privatne uporabnike.
No, pri poslovnih uporabnikih pa bo pri izbiri dizel, bencin oziroma elektrika vsekakor glavno besedo imela računovodkinja.